Hvala lepa, gospod Sekjati, za predstavitev, hvala lepa za vprašanje. Najvodoma povem, da sem zelo počaščen, da smem danes z vami sedeti za to mizo, deliti tisto svoje znanje, ki ga večkrat omejujemo zgolj na naše predavalnice. Mislim, da če bomo govorili o ustavi, med drugim sem tudi ustavni pravnik, ustava pa je nekaj, kar je treba živeti vsak dan in ne samo v učilnicah, tam tudi med množicami ljudmi, in zato je prav, da o tem spregovorim tudi danes na tem mestu. Zdaj, po akademski plati bom malce zlorabil to možnost in nekoliko raztegnil svoj odgovor na zastavljeno vprašanje. Pri tem pa moram povedati, da ko je nastopal predsedniški kandidat, ki je izrazito večplasten, je med drugim, to se je jasno pokazalo, tudi profesor, visokošolski učitelj, sem se počutil kot na neki okrogli mizi ali na neki konferenci, kjer imaš pripravljen svoj paper, svojo tezo, ki jo boš razvil, potem pa predgovornik pred tabo praktično pove vse tisto, kar si mislil ti povedati. Tako da midva, to je zelo kompliment, to sem povedal, kako se tem stvarem streže. Nismo se dogovorila, kar bom povedal, je nekaj vrste meeting of minds, ampak bo strilo, da sva v sozvočju. Zdaj, naslov vsega skupaj, tudi te okrogle mize in celotne kampanje, čeprav razumem, je združevanje za prihodnost. In sam sem se z vidika ustavnega prava vprašal, kaj pravzaprav to pomeni v ustavno-pravnem smislu. In ko se človek to vpraša, najprej trči v paradoks. Namreč ustave kot take ne predpostavljajo sloge, ne predpostavljajo neke dobe slogaštva, ampak predpostavljajo konflikte. Predpostavljajo razlike, spore v družbi. In šele na podlagi teh sporov in prav zaradi njih se ustave sprejmejo kot take. Ustave so potem takem odziv na spore v družbi. Te spori v družbi so posledice razlik, ki jih v družbi živimo, te pa so odraz družbenega pluralizma. In družbeni pluralizem je predpogoj vsakršne demokracije. Brez razlik in pluralizma torej demokracije ni, ampak tudi demokracije hkrati ni brez neke vezi, neke kohezivnosti, nekega temeljnega dogovora o tem, kaj družbo sploh združuje, kaj jo povezuje, kaj jo pravzaprav ustvarja. Kaj je tisto, kar recimo našo družbo, slovensko družbo drži skupaj. In ta minimalni odgovor najdemo v ustavi, ki ustavni pravniki tudi teoretično rečemo družbena pogodba. Torej, ta ustava je neke vrste minimalni dogovor naše politične skupnosti in ta ustava in ta dogovor se kaže v ustavi tako v formalnem kot vsebinskem smislu. Ustava je prepojena s simboli, ki naj bi odražali slovensko državo, slovenske državljane, Slovence in slovensko. Torej, ustava je dokument, ki opredeljuje ključne normativne cilje, ki naj jih slovenska država doseže, ki naj jim služi. In v funkciji teh ciljev, teh normativnih ciljev, ki so zapisani v ustavi, so seveda tri naše dvoje oblasti. Zakonodajna, izvršilna in sodna. Dve od teh dvoje oblasti sta seveda izrazito politični. Zakonodajna in izvršilna. Temeljita namreč na vsakokratnih volitvah in predpostavljata, zahtevata politični antagonizem med glavnimi akterji. Spet spore, konflikte glede vizije države, ki pa se seveda odvijajo znotraj ustavnega okvira. Zakonodajno telo, parlament in vlada vse torej predstavljata Slovenijo kot tako, a sta razklana glede realizacij konkretnih razvojnih projektov države. Parlament in vlada, v nasprotju s tistem, kar venomer slišimo v tej državi, kar me kot ustavnega pravnika in kot nekoga, ki se ukvarja z demokracijo, moti, parlament in vlada sta razklana in lahko politično delita. Zakaj? Zato, ker sta sama personifikacija politično razdeljene družbe. Tako je tudi prav. To je tisti pluralizem, ki ga, kot rečeno, ustava demokratične države nujno predpostavlja. Ampak, zdaj pa se iz te političnega pluralizma peljemo v nek drug segment. Slovenija ni samo ustavna demokracija, ampak je tudi republika. Republika pa ne pomeni le, da javne stvari počnemo skupaj, ampak tudi to, da je na čelu republike, zato smo republika, predsednik države. Predsednik države in ne more biti nek monarh ali kralj. Predsednik republike je torej tisti, ki je na čelu res publike, na čelu javne stvari in ki v simbolnem smislu pooseblja javno stvar.
stvar nas vseh, stvar vseh naših državljanov in sodržavljanov. In prav zato ustavni pravniki za ureditev funkcije predsednika republike v parlamentarnih sistemih rečemo, da je institut predsednika republike mnogo bolj kot v formalnem smislu, in to smo danes že slišali, pomemben na svojem vsebinskem, simbolnem, lahko tudi neformalnem smislu. Zakaj? Predsednik republike je tisti, ki po naravi stvari pooseblja državo kot republiko. Jo združuje na nekem minimalnem skupnem imenovalcu, ne glede na vse prej opisane razprtije znotraj njega. V Sloveniji pa je ta simbolni pomen predsedniške funkcije še toliko bolj poudarjen, ker predsednika volimo na neposrednih volitvah. V drugih državah, ki so parlamentarne demokracije, predsednika pač izvoli vsakokratna parlamentarna večina. Pri nas ga pa neposredno izvolijo volivci in volivke. Zato ima slovenski predsednik mandat ljudstva, ki ga mora izvajati izkazujoč zvestobo ustavi in republiki. Predsednik, to smo že slišali, mora biti predsednik vseh slovenskih državljanov. Ne glede na njihovo politično orientacijo in mora, to je pa pomembno, s precejšno mero političnega samoomejevanja v praksi tudi ravno. Zdaj, mi smo mlada ustavna demokracija, do zdaj smo imeli 3 predsednike. In kot se za mlado državo spodobi, smo tudi na področju izvajanja predsedniške funkcije v demokratični državi orali ledino. Simbolnim zahtevam ustave glede izvajanja predsedniške funkcije je bilo včasih zadoščeno bolj, včasih pa manj. Ampak prav v tem mandatu smo priča, po mojem mnenju, in zdaj ne bom našteval posameznih epizod, ki so se odvijale, slabi realizaciji simbolnih zahtev ustave. Trenutni mandat kaže na to, da simbolna vloga predsednika države ni bila odigrana optimalno, ampak je, in to je tista zgodba o poskusu ustavne obtožbe, očitno predsednik republike s svojim ravnanjem prizadel tudi pomemben del vrednostni spekter slovenske družbe. Z tega razloga ustavnim idealom prav gotovo ni bilo zadoščeno. Ampak spet, smo mlada demokracija, ne smemo se slepiti. Ustava je dokument, ki ga moramo živeti kontinuirano. Ustava je obligacija prizadevanja. Idealov ne bomo nikoli realizirali, moramo pa se jim približevati. In jaz upam, da bo prihodnji nosilec tako vrednostno, simbolno pomembne funkcije, kot je funkcija predsednika države, znal bolje realizirati, zadostiti tem ustavnim problemom. Hvala lepa.